Še v mojem imenu, Kulen, Glažuna in še kaj, je izšla v zbirki glasov in sicer pod številko 56, to je torej 56. knjiga, ki predvsem v ospredje predstavlja moje Zasavje. Zakaj moje Zasavje? Zaradi tega, ker Kulen ali premog knjižno, Glažuna ali steklo, torej spet knjižno in še kaj, tega verjetno ni potrebno prevajati, sežeta v moje Zasavje in pokrijeta tako mestno kot tudi vaško okolje. Če ne bi bilo Kulna, ne bi bilo tudi Glažune in še kaj. Sama sicer izhajam iz, bom rekla, če ne bom preveč tako nerodno, se izrazila iz mešane družine. In sicer mešane družine v tem smislu, da v mojem Hrastniku, se pravi Zasavje, obsegajo 3 mesta, torej če grem po toku reke Save, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik. Torej v mojem Hrastniku je včasih veljalo, da če sta se poročila Glažer in knapovsko dekle, da je bil to mešan zakon in da ta zakon ni bil ravno srečen. Seveda oziroma so moji starši to tradicijo med prvimi tudi prekinili in verjetno je bila to tudi pobuda, da sem začela na nek način tudi zbirati te povedke. Seveda pa gre zahvala predvsem moji dragi mentorici, profesorici doktorici Mariji Stanonik, ki je svojo potrpežljivostjo 11 let čakala, da je knjiga letos končno tudi ugledala luč sveta, tako da hvala. 243 povedk, socialnih, bajčnih in tako naprej, prikazujejo predvsem življenje mojih rudarjev, mojih glažarjev in seveda veliko je tudi anekdot, tako da, če boste segli po knjigi, boste videli, da v slovarju je ogromno seveda tudi nemških besed, kajti avtohtonega prebivalstva v Zasavju je malo, prihajajo ljudje od povsod, še vedno, ne glede na to, da so se rudniki že zaprli, ampak steklarna oziroma glažuta pa še vedno dela, sicer ne potrebuje več Kulna, ampak so tu seveda zdaj drugi materiali, s katerim topijo to naše stekleno zlato. Skratka, jaz upam, da ste dobili vpogled v te krasne povedke in da bo branje prijetno. Hvala.